No, grem naprej, tole je tale slap od spodaj, te v tak tolmunček gre in potem grejo slapovi dol naprej, lejte, drug za drugim, tolmunček slap. Ja, lej, Tomaž si kar upa, ne. Meni je zanimiv, da Tomaž s takim avtom gre tam, kjer grejo drugi s traktorjem. No, iz tukajle se mi zdi pa najlepši pogled na tale slap, lejte. Mi smo se vrnili nazaj v Kotle, ker se je zgodila ena mal neprijetna situacija in sem zdaj jaz prevzela kamero, ker je Tomaž preveč pod stresom. Midva s Tjašo sva prišla do vasice Rakitovec, ne? Tako je, ja, Rakitovec. Gremo pa kam, Tjaša? Gremo na hrib, vrh Kavčič. Kavčič, ja. To je. Ker tale vasica taka prijetno zgleda. Na Primorskem. Na v Slovenski Primorskem. Istri. Ni pa prijetno, ko tako piha. Ja, Kaj druge. praviš pa, Tjaša, na mojo novo kamero, ti je všeč? Zgleda lepa. Lepa. Mhm. Dobro, važno, da dobre posnetke dela. To je pa najbolj važno, ja. No, tole je tale vasica Rakitovec. Tukaj je tabla, da v tole ne smete spuščati kakšnih zlatih ribic ali pa želov, ker pač pol neki uničujejo, kar je logično, če sem ne spadajo. Drugače pa zdaj čez vasico, pa kele gor proti vrhu, to bo en tak fino, prijeten sprehod. Evo, tukaj nam je zdaj ena prijazna gospa razložila za pot, ker table nimajo nobene. Tukaj nas je poslala po eni bližnjici. Mislim, ja, čez njihov vrt prav, Tjaša, tako da bo to res držalo. Tako da, ja, super. No, tale vasica nam je zelo všeč. Glejte, meni je oko še posebej pala tale hiška, stara. Jaz sem prepričan, da če bi jo lastnik zrihtal se, glejte, mogoče, da je, ker poltna so tam čisto nova, pa da daš tole na booking, da oddajaš, pa daš ceno 300 € na dan, boš mrskoga dobil. Sem prepričan. Ki tujci iščejo tako v nekih vasicah, kjer je mir, glejte, a ni lepo, meni je to všeč. Že nekaj časa hodimo po takili poti, lepo makadamska, zgleda, da tudi če imaš avto, saj malo višji, se da priti gor, pa škoda ti ga ne more biti. Oziroma čist do vrha najbrž, ne? Ampak glejte, zelo prijetno tlele hoditi, samo ta veter ga mečkan serje. Zdaj smo pa že pri teh zanimivih stenah. Jaz sem sicer mislil, da bomo najprej na vrh prišli, pa potem do teh sten. Glejte, zanimive. Sicer sem mislil, da se kaj pleza tukaj, pa se ne, kaj je zelo dober bi bilo. No, zdaj pot se pa nadaljuje takole gor. Lep sončen dan, malo kdaj zapiha, ampak drugače pa super, super, super. Tlele so se mogli pa kar namatrati, da so tole potno tu delali, kako so skopali v živ kamen. Evo, Tjaša prihaja na vrh, da vprašamo, kako je. Rahlo ali kaj pa? Laburica. Kaj praviš pa da razglede? Gorje, Alpe. Hrvaška. Tako da je ful dober. Bom vam pokazal v naslednjem kadru razglede, ki bo malo približal. Zdaj sem na svoji kameri približal, kolikor se najbolj da. Lejte, tole, ki zdajle tamle vidite na sredi, po mojem Trst, predvidevam. Lejte, tamle je Koper, pa pol, ne vem, malo na pamet govorim, ampak tiste je Koper, ki Luko videl. No, tle gor so križi. Tamle dol, tle bo po mojem polotok Istra. Tamle na unili hribu, to bi lahko učkala, videl so neki gor neke antene. No, tole je pa tle tale lepa pokrajina.
Drugače tole meni ful lepa pokrajina, lejte. Tukaj, ko sem šel majčkeno pod vrhom, tudi nič ne piha več. Drugače pa lejte, meni je to zelo lepo. Kako pa vam pa povejte. Človek bi šel kar peškele do morja. Drugače pa lejte, tamle dol vasica, kjer smo parkirali, zelo počas kamero premikam, ker imam maksimalen zoom in polje manj te stabilizacije. Lejte, tle tudi v to smer proti Hrvaški, tudi lepo. Lejte, tole je vrh, te dva križa. Meni je fenomenalno. Tjaša pa Domen, kakšni so plani za naprej? A misliš me sploh v življenju? Ali Ne, zdajle, danes kam gremo? Gremo na Slavnik? Ja, jaz bi prej rekla, da ne. Kaj pa ti, Domen? Ja, jaz tudi mislim, da ne. Ne. Jaz imam eno idejo, sicer ne vem, če to za to. Jaz bom... Daj, Tjaša, poglej, odpri telefon, pa poglej sliko, pa povej, če bi šla sem. Ja, itek da boš rekla, ja. Ja, aj to je Veli Vir. Ne. Kako je navdušena, zdaj, ki bom pa nekaj povedal, pa ne bo. No, je... aj to tam, ko sva bila midva Ne, ni. v Pomjanu. Nisem še bil. Aha, pa ne vem, ampak jaz sem za, ker vem, da tukaj sigurno toliko ne piha. Ja, lepo je, ja. No, drugače, ni to v Sloveniji, na Hrvaškem je. Lej, v redu. Gremo, čeprav ni lepote Slovenije. Lej. No, pa še en lep slap je blizu, pa še en lep jezero, tako da jaz bi šel to pogledati, vsi že dolgo časa želim. In kaj te nas priložnost, pa čez pismo, tole Lej, si ne znam, kaj sem tako strah, vprašal si ti šef. Kaj sem ne šel, jaz sem mislil, da mogoče ne bo ta hotla, ker smo šli za lepote Slovenije, da mogoče ne bo ta hotla Ja, iti. dobro, sej, lej, se smo tole videli, zdaj gremo pa še na Hrvaško. Ampak sej Jaz sem za, bomo imeli enkrat pa še lepote sveta. tako. Ja. Pol gremo. Ja. Cesta je ful zanimiva, peljemo se po kraškem robu in tle zdaj spodaj na desno, sicer zdaj drevesa rastejo, ne boste videli, je, mislim, da mesto Buzet. No, zdaj se spuščamo dol, če je to kraj Buzet, jaz mislim, da je, zato ker tamle vidite, zelo te videli, gor na hribčku mesto in mislim, da sem ga jaz par let nazaj, ko sem bil v Istrskih Toplicah, obiskal in je gor tistole tamle zanimivo, vidite hribček, tako da mi gremo pa naprej do naravnih lepot. Zdaj se pa po eni zelo ozki cesti peljemo v vas Kotli. Jaz sem videl eno malo tablico Kotli in sem se spomnil, da smo tu pred mnogimi leti na našem enem portalu reklamirali tle eno namestitev in da je tukaj ful lepo. In bomo videli, če to res drži ali ne drži. Je pa drugačna narava meni tukaj čudovita, tako da sem navdušen. No, glede na to, koliko je tlele ljudi, dober Domen, da nismo koga na cest srečali, več avtomobilov, kaj bi tu imeli dela se srečati. Ampak je mi tu parkirali, letlele gor bi ga jaz Domen porino, a? Dober, si ti si bil profesionalen voznik, da to bo šlo, ne? Pa koliko folka, stari. Tole, kar bomo zdaj videli, sem malo slikce pogledal, bo noro, boste videli, noro bo. Tle smo najdeli en parking, ajde, tukaj pa je ena zapuščena hiša velika, ki se prodaja, če bo kdo kupil. Zanimiv kraj in lejte, ljudi, mislim, nenormalno ogromno. Sem vam rekel, da bo noro zanimivo, lejte to. Lejte to, reka teče, pa še na tej strani, lejte, koliko je tega. In jaz bom šel zdaj dol ob reki, pa tole malo posnel, lejte, čisto poletno se ljudje obnašajo, lejte, ful, hudo, ni? Aha, tukaj se pa verjeten sem do reke pride, aha, zanimivo, zanimivo je tudi, če kam gre pol naprej, pa kaj naprej, gremo dol pogleda Domen, Tjaša, ali? Ne, tudi plezati treba, tako da bom nehal snemati. Tamle ljudje hodijo.
Daj mu roko, Tjaša, da ne bo kepal. Moram ga paziti. Ja, paz ga, saj sem rekel, da daj mu roko, da ne bo kepal. Poglejte, kaj je to fantazija. Zdaj tle še na bliz, glejte te slapovčke, večje, manjše. Glejte, pa tle tale kanalček, pa pol so še slapovčki. Ful dobro, če mene vprašaš. No, z te strani je pa mogoče še lepše. Sprehodimo, glejte, to je fantazija. Ful hudo. Bom tale skočil čez, probajmo. In lejte še naprej, lejte. Lejte, to zdaj bom tle kar nekaj cajta slikal, ker bojo take fantastične slikce, lejte. Zelena voda, slapovi, noro, lejte. Jaz sem čisto navdušen. Tle siguren še grem, 100%. No, zdaj gremo pa še dol naprej raziskovati, da vidimo, kaj je, lejte, tole tle kar obetavno vse skrb zgleda. Lejte, kamor bi to zanimivo polet se kopa tukaj. Lejte. Lejte, tamle moram priti, ko sta unela dva čist na konc. Pa lejte, te tolmunčki, tu se polet kopaš lahko noter. Mislim, kaj je tole super, če mene vprašaš. Lejte, zdaj se lahko malo pa te masira, mislim, tole je fenomenalno. Ja, čim je voda, je to. Tjaša me snema, pa me nekaj sprašuje. Lejte, ljudje že noter hodijo po vod. Lejte, tamle gre pa v mlin, je šla včas voda, zdaj ne več. Lejte, tamle dol pa tudi vrhunsko zakopati se dol. Mislim, tole bom je šel takoj, ko s Filipinu pridem. In bo tle voda že dosti topla in se bom tle, lejte to, ljudje. To je noro. A sem sam jaz tako navdušen, ali je tole res vredno navdušenja? No, grem naprej, tole je tale slapo do spodaj, te v tak tolmunče gre in potem grejo slapovi dol naprej, lejte, drug za drugim, tolmunček slap. Tle so prej eni popci hodili dol, pa bom še jaz malo probal. Dober, da sem v merelkah, sam se ne smem preveč na njih zanašati, da ne bom enkrat pol zaradi tega. Kaj veste, tale je lahko kje mal spolzko, kje je voda, pa si ga naje. Prav, jaz sem pazljiv. Ja, lejte. Dober, tole je to, lejte, fino bi bilo, ker bi jaz lahko tle čez prišel. Mogoče sem sezul, pa bom šel do mlina, pa polke gor. V glavnem, lejte, fantastično to. Si tudi mislite, tle se lahko polet kopate, ne polet, že spomlad. In lejte, tole, mislim, pa to je noro, ljudje moji, noro. Evo, merelke sem si sezul, ampak zdaj moram jeti pa, lejte, tlele, pa moram ful paziti, da ne bom je minal kje zdrsnilo. Je tudi mokro od vode. Zdaj, da ne bojo merelke tle ostale. Evo, lejte, tle moram zdaj česiti. Ja, drsi za PP. Tako da nisem čisto siguren, če bi šel. Vsi mi govorite, da preveč riskiram, ampak veste, da ne. Sem jaz kar previden, ne? Tako da tole bom moram preštudiral, če je jet za čez ali ni za jet. Sem ugotovil, da grem. Glejte, tle, ko voda bolj teče, niti ni, ne drsi tuk. Tako da grem, topla pa ni, vam pa povem, da ni.
Evo, prišel čez, čeprav ne. Čisto enostavno ni bilo, zato kadar si. No, zdaj pa kele do ungale mlinčka. Tam se bom nazaj ubul v moje merelkice. Pa veste, kaj imam hud problem? Scat me po domače in pol še malo bolj živčen, malo bolj nesiguren. Tako da, ja. No, še da vam pokažem, evo, lejte, tle sem čez prišel, lejte, tle mogoče, da celo vidite, lejte, lepo je. Znort je tole lepo, mislim, kaj narava naredi. Lejte, mislim, jaz sem čisto navdušen. Čist. Ko človek premaga eno oviro, naleti na drugo. Lejte, zdaj sem pri tem mlinu, ker sem ga tako menjal. In lejte, jaz sem rekel, pač bom šel tlele čez, ja, dobro, lejte, ne, da se bom mečkan teh zadev prijel, aha, čeprav tle Martinček leta, ne, tako da kdo bi se ustrašil, pa dol pol, ne, ampak lejte, tamle naprej se pa nimam kje prijet, tako da ne bom to riskiral, ne, tako da moram iskati alternativo, ker pa ne vem, kje bom najdel, ne bi šel pa reči še enkrat tamle čez slab nazaj, tako da bom probal, lejte, ali tule po tej listenci preplezati, ali pa še bolj sigurno, lejte, tlele pa gor, pa pol nekje tam odzad za hiško prišel, še prej se obujem, je pa, kakor sem že prej omenil, ful hud problem mi, ki me tuk sad mudi, da bom znoril in pol si živčen in manj pazljiv in vse, tako da, ja, lejte, mogoče pa po balkansko šel kele v kot, ma ne bom šel, ker imajo vrata, moram biti kulturen, ne. Če že greš, moraš še tam, da ne delaš drugmu škode. No, gremo dalje. Ubul sem se, ne bomo pa tlele probali, če se da priti. Sem mislil, če bi tlele preplezal gor, saj bi šlo. To je pol druga varianta, da vidimo, kakšna je pa tle. Ja, tle, kakor sem prej gruntal, da bi se polulal, se ne bom, ker ne bi bilo pošteno, lejte, grem pa lepo tlele. Zdaj, kdo od vas bi se ful najbrž bal kakšnih kač. Me je prej glih doma nekaj sprašval. Lejte, tle so trne nastavili, zato da ljudje ne bi hodili. Samo, ampak lejte, se ne vem, če bom prišel. Ja, bom tamle zadaj, lejte. Lejte, tamle zadaj je potka. Malo so vse tako naredili, da ja, ne bi ljudje tle hodili, kar popolnoma razumem, ne. Treba pa po teli goščavi se prebiti. Ali te svine, da plastenke, ne, pločevinke tle puščajo. Mislim, še to te trne so za nalež najbrž nastavili, da ljudje predaleč ne grejo. Ampak jaz bom nekako, kaj vse bode. Neč bom nehal snemati, ker s snemanjem ne bom prišel tlele normalno čez. Premagal tole pot, sicer vstal s parem trni, no zdaj pa vidim, da je tlele dobra pot. Trno imam pa čist posod, lejte, polne roke jih imam, prav čutim jih. Madon, tole pa nisem dober naredil. No, zdaj grem pa tle gor, verjamem, da je še kakšen dober razgled. No, prišel bom pa glih, ki bi drugač prišel. Ja, neč, ampak lejte, karkoli obrneš, zanimiva potka. Tako da, lejte, tole bi rekel, tlele za cel dan imaš del raziskovati, gledati, če si, bom rekel, polet ali pa pozno pomlad, se lahko tudi tle vkopaš. Možnosti, kakor češ. Tako da tole je res en fenomenalen kraj. Me pa skrbi, da nam bo za vse, kar še hočemo pogledati. 3 stvari smo hoteli pogledati, pa zdaj smo tole dobili, tako bom rekel, mim grede in sploh še nobeno nismo. Ampak moramo vsaj 2 slapa še pogledati. Pa ne vem, pa če pridem domov polnoči za to, ker tole je res fenomenalno. Lejte, kakšni lepi kuškati. Kuža moj, lej, kako je lep. Menda, da gre tale pot vse do Buzeta, tako mi je Tjaša rekla, ker se z Domnom sem šla. Hotela sta nekaj narediti, pa se nista upala
je pa nenormalno veliko ljudi tukaj, tako da tole je res kraj turističen. Poglejte, zanimivo, da človek prodaja tale plac. Ne vem, a je tu prav tale plac, ta razgledna točka, ker tle je čisto osek pas, lejte, tam je pa neka pot, cesta, tako da ne vem, kaj ta človek prodaja, ampak predvidevam, da tudi ne pocen, ker tole je biser, ljudje moji, tole je biser. Zanimivo, ne, tale vas Kotli tamle od zadaj, je pa 3/4 hiš zapuščenih. Lejte, sej, zdaj gremo nazaj in bom šel majčkeno posnet, boste videli, no, prav vas, boste videli, koliko je zapuščenega. Da vam pokažem, koliko je tle avtomobilov parkirano. Lejte, tole, ki jih vidite, jih je 25-30. 100 jih je sigurno, pa saj tudi ljudi tukaj, lejte, tle spet cel kup avtomobilov. Pol tamle gor, ko smo mi parkirali, jih je cel kup. Pa verjeten še kje, ki jaz niti ne vem, tako da, lejte, tole je res en lep kraj. Mogoče pa ni čist najbolj pametno iti, v nedeljo ali pa za praznik. Evo, bomo tole gospodično ali gospod vprašali, kako se vam zdi tukaj. Zelo lep kraj in sem vesela, da si pripeljal sem. No, veš, Ker... Dobro, da me poznaš, da te malo v svet pelem. Ja, Če ne ta domen, bi te sam tam na uno, kjero goro imate tam na Šmarno goro vozil in to je tu, tako da vidiš, da te so svet pelem. Je tako domen? Dober dan. Sem te malo v svet popelal. Slovenije. Da, tu je vrlo lepi kraj, voda in to super je. Kot sem obljubil, da vam še malo vas pokažem, lejte, vse propada, ne vse. Lejte, tale se prodaja hiška, sej, ne bom rekel, da je kaj vredna, ampak imaš telefon, imaš hišno številko, ne. Tako da, lejte, tole je tudi čist, ne, ampak imaš hišno številko, lahko narediš novo. Seveda v istem stilu, lejte, to je ta, ki se prodaja, lejte, ta zapuščena, ampak, lejte, ta je ful dobra, za kakšno lepo fotko narediti. Lejte, tle je celo odprto, lejte, tle ima krušno peč, tle greš lahko gor, lejte, si bom dovolil jeti, ja, mislim, to je treba čisto obnoviti, ne, to ni nič, ne, lejte, streha to, ampak imaš hišno številko in lahko narediš in če bi jaz tle naredil apartmaje, sobe, jaz bi to dajal za 500 evrov na dan, tujcem, mislim, lejte, lokacija, moraš res lepo zrihtati in to je 500 evrov, tujci plačajo, verjemte mi. Včasih je lažje prodati apartma za 500 evrov, kot za 100 evrov. Aha, tamle v tisti Libajti cen živi, tam tudi pivo ven dajejo, se grejo malo v gostinstva. Evo, tlem pa par fotk lepih naredil. Tako da pogledajte moj Instagram profil, po Tomaž Gorec me najdete. Pa tudi na moj YouTube kanal se naročite, vkolikor še niste, če hočete, da se vam pokaže takole občasno še več lepih krajev iz mojih potovanj, pa tudi drugih zadev, ne. Mislim, gledajte, kako je lepo. Gledajte, tamle je vhod v po mojem edino gostilno, lokalček, in je navtevrel nabito poven. Čakajte, moram telefon preprijeti. Lejte, nabito poven. Lejte, tle Kotle piše. Tle vam bom zdaj še nekaj pokazal. No, tle smo mi parkirali. No, lejte, tle pa čez okno dobiš, naročiš nekaj za pit, naročajo. Pa dobijo, ne. Pač tu domačini malo prodajajo, tudi neke domače izdelke, pa to. Tako da super. Evo, bom iz tlele pokazal, lejte. Lepo, lepo. Jaz sem navdušen nad tem krajem in se zagotovo še vrnem. No, tukaj je še ena hiša, ki se prodaja. Lejte, sicer to mora biti najbolj svinjsko drago, ampak če bi tole zrihtal, bi bilo. V glavnem, lejte, tako, kot sem rekel. Tole vse skabelke ne zapuščeno. Vidite, lejte, tudi tukaj neka zadeva zapuščena. Tukaj tam ne živi, nekdo si zrihtal, ampak lejte, taka turistična atrakcija, pa zapuščeno. Ne moreš verjeti. Ne moreš verjeti, zakaj je to tako. Lejte, ne, to tale hiša. Huda. Lejte, da gremo tlele pogledati, kaj je. Lejte, je bil čas moderna bajta.
A misliš, da sem tukaj težak, Tjaša? A, lejte, tle so pa zrihtali terasco. Mislim, je poden, se vidi, je obnovljena, ja. Domen se nekaj pritožuje, da ga tlele po nekih ozkih ulicah. Za Švico malo. Ja, Pa- malo sem za Švico, se pravi naravnost. Pa Malo sem za Švico. Sej ga res, ampak gremo po Googlu, ne. Mi smo parkirali tamle mečken naprej, 50 metrov. Tjaša je tlele videla tablo vodopad, evo. Tako da po mojem se bomo kar nekam zdajle relativno globoko spustili. Aha, lejte, že vidim tamle, bo tole zanimivo. Je pa sonček šel za oblake, tako da, ampak bo kmalu nazaj prišel, tako da bo to super. Prihajamo do slapa in lejte, čist nobenega človeka, sami smo, kar je pol fino za snemanje, pa tudi drončka bomo spustili, tako da, kaj odmeva, k amfiteater. Lejte, kaj lepo, a ni to fantazija? No in se bom pol še malo dol kele sprehodil, so te zanimive stene, mislim, lejte, noro je tole, noro. Evo, v današnjem videu bom imel tudi drončka. Jaz sem ful vesel, ker imam s seboj Tjašo pa Domna. Še posebej Domna, ker je prevzel tole živčno delo, to je pa snemanje z dronom. Ker si zmeraj živčen, a bo kje pol, a bo kdo prišel, pa bo težil, a bo kam šel, pa ga ne boš nazaj dobil. Ampak morate pa priznati, so pa slike z dronom vrhunske. Drugače pa verjeten me slabo slište, to pa zato, ker je tole k amfiteater in ful odmeva. Kot sem rekel, se bom jaz še malo ob reki dol sprehodil, vidite, tamle je slap, jaz grem pa tle ob reki, sonček je šel spet za oblaki, tako da niso te tako lepe barve, ampak dobro, tudi slabe niso. Me pa zanima, kam tole prideš. V glavnem, no, zanimive te skale, kaj to narava naredi. Ja, ne, lejte, tlele je konc. Tjaša je dala idejo, da bi bilo zanimivo iti za slap. No, pa grem pogledat na hitro še tole. Tlele mečken po kamnih treba iti. Evo, lejte. In evo, sem že skoraj za slapom. No, zdaj sem pa čist za slapom. Pod slap pa ne grem. Še en slap, ki je še boljši kot prej, oziroma obedva sta lepa, ne vem, kaj bi rekel. Poglejmo tole še z ene perspektive. Res fenomenalno, lejte, kako lepo, lepe barve. Kaj mora biti to zanimivo, lejte, da se greš polet tukaj kopat. In se kele noter v lukno greš, kele od zadej, lejte, ma to je noro, bi rekel. Bomo pol šli pogledat, če gor tik nad slap. No, iz tukajle se mi zdi pa najlepši pogled na tale slap, lejte. Ni fantazija, lejte, tole reka pride, tukajle slap, pada tle dol v ta jezer. Tole pa postaja že prava grozljivka skoraj da. Kva pa Tomaž tu dela? Naj da ti pokažeš. Domen je čist paničen. Kje se Tomaž voz? Tomaž pravi, da je ušlo. On misli, da ima traktor. Slap je na drug stran, tako da... On misli, da ima traktor, veš. Rikverc bo treba, meni pa tole čist nič naš je trikverc, čist po pravic povem. Evo ga Tomaža. Tu se piska. Zdaj smo pa za J. Nismo za J, ampak sem za J.
Ja, lej, Tomaž si kar upa, a ne. Meni je zanimiv, da Tomaž s takim avtom gre tam, kjer grejo drugi s traktorjem. Tako da... Še en hud kraj, glejte, to je pa naš današnji tretji slap, po mojem na isti reki. Glejte, tale da grem, da sem malo lepš videl, kar se sonca tiče. No tale, če padem, še ne padem dol, bomo tudi kele dol šli, glejte. Drugače pa, glejte, bi rekel dvojni slap. Če pa malo več vode, verjeten pa še več kot dvojni. No, zdaj sem šel tle še eno stopnico nižji, lejte, ful hudo škoda, ki je unle na un stran, že v senci, ampak lejte, to je res. Fantazija, fantazija, fantazija. Za dol treba po telih stopnicah, treba jeti kar previdno, da se ne naredi kaj hujšga. Ja, lejte, spet tle zanimivo, lejte. Lejte. Zanimivo, lejte, kakšne formacije. Lejte, tole so pa mlinski kamni. To vem, ker so moji stari starši imeli mlin. No, zdaj smo pa tle dol domno, pa tjaši prišli. Lejte, kaj je lepo. Lejte, ta desen, kaj je lep. Je seveda, je še na soncu. In je ful lep, no, lejte, lev je pa že v senci. Mi smo se vrnili nazaj v Kotle, ker se je zgodila ena mal neprijetna situacija in sem zdaj jaz prevzela kamero, ker je Tomaž preveč pod stresom, ker je izgubil ključ, rezerven ključ od avta, tisti, ki je not v tistem ključu in je kar to res neprijetno. Razumem Tomaža, da je ful pod stresom, tako da jaz res upam, da bomo vse še enkrat preiskali, kjer je hodil, kjer je vse, pa še enkrat bomo šli čez in upam, da najdemo ključ. Držim pesti, da ga najdemo, ker Tomaž je res slabe vole. V glavnem tole. Tole je padel ven in zdaj iščemo. In res, jaz verjamem, da bomo najdeli, tako da... Ne morem verjeti, jaz sem tako srečo. Najdla sem od Tomaža. Čakaj, Tomaž. Ne, se ti nisem verjel, ko si rekla. No. Pa je res, da vidim, če to res je. Ne me jebate. A? Kva imaš pa ti zegen, stari, ej. Tjaša, tole pa, mislim... Pizd. Lej, Našli smo, hvala! Lej, Koliko si vesel? v šoku sem še. Ne morem Tole verjeti. sem si pa zaslužila. Jaz, ko si še rekla, najdla sem si rekel, to ta prvo, pa kaj se zajebava, ker tu ni zajebancija. Ja, veš, da Joj, se ne sem to res- zajebava. Pa kje stajte? Tle na Ja, takole v pesku, ampak je bilo pokrit malo. Pa kako, ko si Ja. kurba, ne se to ja vidi. Ja, tako malo je bilo čez, nisi cel videl. No, vidiš, to je pa tisto, ko skozi najdem kovance po tleh in jih pobiram in to je sreča. Imaš ti ključ moj? Jaz ga imam. Na. Da vidim, če je ta prav. Nisem še siguren. Ja, je, koliko pa jih izgubi tole, no, razen ti. Ja, pa čak. Te probaj, če avto odklene, ej. Ajde, probaj. Na uni strani, tle ni. Mislim, da sem si pa zaslužila zdaj eno. Ja, Uh, še kar ti je, evo, ta prav. Zdaj pa takoj, ko domov, povem, zakaj si to sploh izgubilo. Zato, ker je obesek bil in mi je v petek preparil
in sem ga stran fuknil. In če bi bil besek, bi se tudi lažje najdlo. Tako da zdaj takoj damo besek. Ampak Tjaša, joj, sem ti hvaležen, ker sploh nisem vedel, koga bi naredil. Ne? Mislim, ne veste, zakaj se jaz tu sekiram. Kao ne velja zavarovanje, če ti avto ukradejo, če nimaš rezervnega ključa. Jaz imam še en takle ključ. Ampak, lejte, se veste, zavarovalnice se bolj na vse fore vadijo. Tako da, če tle kakšen zavarovalni agent tule gleda, naj v komentar napiše, ali če si brez tega ključa, pa imam še enega tacga, če si brez tega, tlele, sem res lej, ko si ti rekel, da gre težko ven. Kako mi to šlo ven? Ne, če si brez tega ključa, če velja zavarovanje ali ne. No, zdaj pa ti povej, da jo verjel, ker si tudi iskren človek. A ne, da je bil Tomaž čist iz sebe? Čist, jaz... Ja, čist je bil sebe. Ali veš, da sem vama hotel, da sem zjutraj, ko smo se sel avto, pa ko smo se začeli pogovarjati, sem vama hotel povedati, pa vama pol nisem povedal, ker ni bilo priložnosti, sem vama hotel reči, da mi gre zadnje cajt, je čisto vse narobe. Zmeraj se mi neka stvar zajebe. Zdajle zadnje cajt, to je zato, ker sem živčen, se sem vama povedal, da sem 7 ur pa pol zgubil, neš govoriti zakaj. No, Pol ljubezen po domače me je zjebala, ker sem zajebal, ampak pol se mi pa kar se, sem že povedal v enem videu, poštarje bih malo povozil na prehodu za pešce, take majhne zadeve se mi dogajajo. Tomaž, ampak mene občutek ne vara. Jaz sem rekel, da imam občutek, da bomo našli. Ja, tebe občutek ni varal, Ampak jaz naša imam je pa za srečo. Tako da, Ti, sam z nama se moraš več družiti. veste, da, ja, to moram povedati, se bo smešno. Zdaj, ko sem v live za tist ljubezen po domače, bom dal tudi link noter, ker sem jamral, da mi gre vse narobe, pa mi gre res. Je ena napisala, da me je nekdo s črno magijo začaral. Rekel, pa kakšna črna magija neumnost. Veš, da danes pred eno uro sem pomislil, da če res ta črna magija obstaja. Pomislil sem, evo, prisežem na mamo, ki imam naraj na svet. Tako da Tjaša, tule si mi... Dej, Tjaša, pa še povej, kaj si se še vmes spomnila? Kaj? Ja, kako smo to raziskovali, kot detektivi? Aha, kot pravi detektivi, k sred sem jaz vmes, ko sta bila onedva spredi, ko smo se vozili, sem jaz nekaj snemala, pač za story. In sem se spomnila, da se je mogoče na posnetku pa videl, a je tisti trenutek še bil ta ključ noter ali ni bil, ker Tomaž niti ni vedel, je to že doma zgubil ali danes na izletu. Pa smo imeli še en posnetek, ki si ti snemal dom na kaj vozu in smo lahko iz posnetkov točno razbrali, na kateri točki se je to zgodilo, ker v bistvu smo bili na večjih točkah, a ne, tako da smo prav... V glavnem, no, sem pa jaz nekako predvideval, da bi bilo tle lahko, ker sem si torbico pas skrajšal, ampak smo že hoteli jet, sem šel v avto, smo se hoteli vse spajet. Jaz sem čisto že obupala. Ja, jaz sem že rekel, ne bo. Sej sem glih nekaj, ne vem, a sem mislil reči ali pa začel govoriti, da ne bo. Ampak Tomaž, najdeli smo dlako v senu. V senu, Ja. ja. No, super. Super. Kar se mene tiče, vrhunski in tale Istra me je čisto navdušila. Drugače 3 slapove smo pogledali, je pa 6 slapov. Ne, 7. Pa verjetno še kaj drugega v jezero, nismo še na blizu pogledali. Tako da meni je bilo fenomenalno do tistega trenutka, dokler nisem to pogruntal, da tega le ni. Ne? Tako da ja, jaz se bom sigurno sem še vrnil. Še jezer nam je ostal. Ne, še jezer, pa še 4 Ko je bilo pa slapovi, tebi? kaj pa vidva pravita. Kaj te je najbolj navdušilo? Slapi, pa jezero. Ja, te kotli, a ne? Kotli Kotli, ja. so res fenomenalni, pa tudi slapovi so bili vsi čudoviti, tako da priporočamo, pa res je bil lep dan, topu, brez vetra. Še Tjaša, vprašaj me, kaj je pa mene najbolj navdušilo. Kaj pa je tebe najbolj Kaj navdušilo? misliš? Zdajle, da sem jaz ključ našla. Točno to. Da sem rekel, še en problem, ki jih imam tukaj, da moram še to. V glavnem, če vam bil tale video všeč, dajte se naročiti na moj kanal. Mene, Tjašo, sledite tudi na Instagramu, pa skupino Kalipso na YouTubu se naročite na njihov kanal. Evo, tle imate pa frontman ali kako se temu. Mi bomo veseli, če se boste naročili na kanal Kalipso.
Ja, pa res slejte Tomaža, ker njegovi vlogi so. In Polni- vidite, kako je stresno to. Ampak zdaj, ko si z njim, vidiš, da on nikoli ne, kaj eni pišejo, ja, da namerno dela dramo. On ne dela drame, on je res za ene stvari ful paničen. To se je tudi zdaj pokazalo s tem ključem. In on, tako, kot ga vidite, to je čist pristno. Ne bom rekel, da ne znam igrati, verjetno bi znal igrati. Ampak tudi lažem ne nikoli, ker če sem se vama danes nekaj zlagal, jaz sem tu že zdaj pozabil. Se bomo čez 3 dni pogovarjali, vama bom drugače rekel, pa so ta videla. Si slišal Tomaža? Je takrat tako rekel, takrat pa tudi tako, da tu si jaz ne smem dovolj. Tudi to jaz potrjujem, da ima slab spomin. Imam face, to je. Pa ne vem, ali je starost ali je preveč spomina. Preveč spomin poved. Ne, zdaj pa gremo Pa še na Tomaževem Instagramu se storije poglejte, oziroma objave na feedu. Super. Čistko, mečkaj se je videl in sem rekel, ki mogoče je ključ, a ne, in ja. Tjaša, da nimaš ti res kakšne veze s črno magijo, pa ti tu meni vse delaš, pol me pa takole malo zajebavaš, pol pa najdeš. Hecam se. Dobro magijo, tako da. Ja. Evo, mi končujemo današnji izlet, malo po Sloveniji, malo po Hrvaški, moramo to bratstvo in enotnost krepiti. Tako je. Tjaša, kako ti je bil današnji izlet všeč? Meni je bilo super, sploh pol, ko smo šli buri, no, tako, tudi tukaj Hrvaška, Istra je zelo lepa. Sem pa malo užaljena drugače. Zakaj pa? Kaj pa je bilo narobe? Jaz čezmeri, kadar imaš ti nove čevlje, to opazim in te pohvalim. Mi pa že cel dan hodimo okoli in ti sploh nisi opazil, da mi jaz nove meril. Pa res nisem. In lejte, ta lepe imaš. Dobro, Veš, da so te malo vidim prašne, in ampak- te vidim ful po Instagramih, pa tudi te so mi res lepe. Pa so tu ženske ali moške, ali so univerzalne, kot če bi jaz Univerzalne, take. ampak koliko je pa dober občutek v njih. Ej, v mojih tudi. Vrhunski. Lej, sej dajte povedati, čigave so boljše. Lepše. Tako, kot da bi imel copad gor. Ja, ej, tu bi kar prehodil Ja. 10 km. Pa te so lahki, Lahki, super so, tako da. pa dober uprijem imajo. Domen, kateri je lepši? Katere so lepše? Prosti, ampak ženski so lepši. A ja? Res. Aha, dobro. Tako da, ja, drugič bo malo bolj pozoren. Bom, me bom, vsaj ja, želej pohvalil. nisem videl, res Ženske nisem damo videl. veliko. Jaz to ne vidim, neč Se res ne vem, vidim. pač, to ste moški. Ja, moški smo, lej, drugačni smo, ja. Nič hudega.